Velikokrat pevci začnemo iskati nasvete šele takrat, ko imamo težave z glasom, pa je to včasih škoda, ker če bi poznali te preventivne ukrepe, mogoče težav sploh ne bi imeli. Prva stvar, ki je pomembna, je, da veš, da je inštrument za glas tvoje celo telo. Pač vse, kar vpliva na tvoje telo, vpliva tudi na tvoj glas. In sproščen glas, jaz včasih rečem, je odraz sproščenega telesa. Tako da včasih je preventiva tudi to, da si vzameš čas zase, da greš na sprehod, da počivaš, karkoli tebe sprosti. Okay? Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da malo začneš raziskovati, kakšen je tvoj govor. Koliko na dan govoriš? A govorim 10 ur non-stop, a si lahko vmes vzamem malo pauze, sem lahko malo tiha, moram uno kolegico pol poklicati v avtu, ali lahko sem v avtu sama s sabo, pa sem tih, pa sprostim in malo razbremenim svoje glasilke. Potem je pomembno, koliko hitro govoriš in koliko na glas govoriš. Če zelo na glas govoriš in zelo hitro in kar drdraš brez dihanja, to je spet nekaj, kar te hitreje pripelje do kakšnih težav. Potem voda, hidracija, to je ful pomembno. Glasilke res hitro vibrirajo in na dan ne vem, koliko ploskov teh naredijo, in če so suhe, so ful bolj podvržene kakšnim poškodbam. Potem pa še zadnja stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa pač govorna pa pevska tehnika. To je skoraj najbolj pomemben, ker ti si lahko čisto sproščen, pa če tvoja govorna tehnika taka, no čeprav pa nisi čisto sproščen, ampak potem sigurno tvoje glasilke začnejo trpeti. Tako da začeti se ukvarjati s tem, ok, kako jaz govorim, kakšno je moje dihanje, kakšen je moj glas, a je uravnotežen, a je moj glas tak, a je frustračen, a je uravnotežen. To se vse da, to je v bistvu nekako spoznavanje svojega glasu in pač svoje izgovorjave. Saj jaz ne pravim, da se mora to zdaj vsak s tem ukvarjati. Če z glasom pač nimaš težav, potem enjoy life. Ampak čim pa začneš čutiti, da nekaj z glasom ni ok, je pa čas za to. Ti glas hoče povedati, it's time, da začneš mene malo raziskovati in ugotoviti, kaj delam narobe, da me pripelje do tega, da sem konec dneva utrujena. In sam sebi si res najboljši učitelj, lahko, da si res iskren sam s sabo in ne daješ stvari pod preprogo. Isto pa pol, če se ukvarjaš s petjem, da poznaš dobro pevsko tehniko, pač kaj to pomeni. Kaj pomeni, da ti znaš tako peti, da ne obremenjuješ glasilk. In biti iskren s sabo, iskati nasvete, lahko prideš k nam v šolah, kakšnem drugem coachu, lahko se učiš prek kakšnih kursov online, kakorkoli, da iščeš informacije in spoznavaš svoje telo. Tako da to bi zdaj povedala za te osnovne stvari. Se pravi, res noben nima tazga glasovnega inštrumenta kot ti in vse, kar vpliva na tvoje telo, vpliva na tvoj glas. Tako da prijaznost do svojega telesa, prijaznost do svojega telesa je tudi prijaznost do svojega glasu.